Nekoč je živela rdeča kapica. Neumorno je tekala skozi nevarne gozdove Koroške, da je ne bi ulovil zloglasni volk Nero. Skrivala se za drevesi, previdno je stopala, vendar jo je njeno kričeče rdečo pregrinjalo izdalo. Kdo bi si mislil? Volk Nero jo je opazil in ji začel slediti. Rdeča kapica je začela teči še hitreje, tekla je, kolikor so jo nesle noge, vse dokler volk ni podlegel njenemu šarmu. Evo, to je bila moja ekstra duhovita zgodbica o rdeči kapici. Zdaj pa se kar lotimo tutoriala. Ta Halloween look sem posnela za vse punce, ki za Halloween noče biti grde iz nakažene pošasti, ampak lepe, cute pošasti. Jaz sem sicer bolj za one grozne zadeve, ampak vsak po svoje. Torej, preden da začnem senčili, nanesla sem podlago in obrvi, tako da se kar lotim senčenja. Najprej začnem z prehodno svetlo rjavo barvo, ki bo služila kot osnova, zato da se pol temnejše barve lep zablendajo in zlijejo v eno. Potem začnem počasi nanašati to rdeče temnejše senčilo, ki ga oblikujem malo na vzven, zato da dobim vtis mačjih oči. Ponavadi sem navajena, da senčim na okroglo, ampak tukaj sem si zaželela, da izgledam malo bolj divje. Pri temnejših senčilih je pomembno, da jih gradimo in sproti blendamo, zato ker če naenkrat nanesemo premočno senčilo, je potem težko zblendati. Ta senca je zelo pigmentirana, zato jo pazim in jo res nanašam postopoma. Ne vem, 3-krat, 4-krat sem jo nanesla in vmes blendala. Kadar nanašam temnejše, zelo pigmentirano senčilo, vzamem vedno trši čopič, to ne pomeni, da so ščetine trde, ampak so ščetine bolj na gosto spojene skupaj, to pomeni, da smo lahko bolj natančni in res zarišemo obliko senčila. Potem, ko si narišem to obliko, seveda se sproti zblendam, ker nočemo nobenih ostrih robov. Dobro, ta postopek ponovim ne vem, 10-krat. Blend, 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 blend. Blend, 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 blend. Sledi prvi glasbeni vložek. Zdaj, ko lahko spet nadaljujem, vidite, da sem vzela še bolj natančen čopič in si še bolj natančno oblikujem te mačje oči, ki sem si jih z blendanjem skoraj malo preveč zabrisala. Torej, dodajam in oblikujem, dokler da mi ni všeč. Sledi drugi glasbeni vložek. Potem pod obrvmi, kot vedno, si nanesem eno svetlejšo senčilo v kožni barvi in spet se lepo zblendam. Na spodnjo linijo si nanesem isto rdečo barvo in jo zabrišem bolj na široko. Bolj sem se odločila, da dodam v kotičke še tako ful temno, skoraj črno rjavo barvo, ki bo še bolj poudarila to mačjo obliko oči. Ko končam s senčenjem, pometem s suhim čopičem stran vse morebitne falloute od senčila in dodam še čisto malo konsilerja, ker se mi zdi potrebno. Pri eyelinerju ni nič novega, še vedno uporabljam gel liner, ki ga nanašam s tankim čopičem in se res potrudim, da oblikujem natančno krilo, wing. Ja. Obljubim, da to ni tako grozno, ko izgleda, je pa dosti pomemben korak. ker s to barvico, ki je mehkejša, zafilamo tiste bele luknjice
med trepalnico in tisto notranjo vodno linijo. In čas je za umetne trepalnice. Ta korak ni nujen, ampak meni je všeč. In čas je za šminko. Uporabim to živo rdečo mat šminko. Kot verjetno veste, jaz vedno nanašam tekoče šminke s čopičem, ker nočem, da je predebelo namazano in hočem biti res natančna, ker te šminke so ful močne in pigmentirane in ni fajn, če se zmotiš. Mislim, lahko popraviš, ampak zakaj bi se matro, če ti ni treba. Vidim, da so me res nagradili z spodnjo debelo ustnico, pri zgornji so pa malo šparali, tako da si grem malenkost čez linijo. Ful nimam naravno izrazite obrobe ustnice, to si moram kar malo izmisliti, kje bo moja linija potekala. Pomaga pa tudi, da imaš fajn čopič, najboljše je, da je tak bolj ploščat in res natančen. Evo, ustnice sem si povečala brez injekcij, malo še preverim frizuro in gremo dalje na specialne efekte. Odločila sem se, da vse malo bolj poenostavim in uporabim samo tekoči lateks, brez vate, brez robčkov in v bistvu ga začnem sam nanašati v linijah, kjer bi imela te 3 praske, kot da me je volk napadel, in potem, preden da se lateks posuši, kar se zgodi dosti hitro, si naredim take zareze, ki jih pol trgam narazen, da zgleda, kot da malo visi koža stran. Tu vidite, da sem dosti narazen povlekla lateks, tako da imam malo večje odprtine, da se bo tudi bolj izrazito videla kri. Potem te odprtine začnem barvati z rdečo barvo, lahko uporabite tudi tekoče šminke, ki se posušijo. Najprej vzameš malo bolj živo rdečo in potem temnejšo, mogoče bordo rdečo, da dobiš to globino in videz krvi. Potem začnem lateks prekrivati s pudrom. Tukaj nisem uporabila vate, zato ni tako izrazita bela barva in mi je ni treba predhodno prekrivati. Torej sam puder čez nanesem in je dost. Potem v zareze seveda še dodam umetno kri. Lahko bi pustila, da bi malo bolj tekla, bila malo bolj messy, ampak ja, jaz sem se kar odločila, da bo šlo po linijah. Ta look ni nič revolucionarnega, ampak sem ga hotela pokazati, kako si ga jaz naredim, potem sem se odločila, da si dodam še te solze, zato ker če si predstavljam, da me nekdo popraska po obrazu, bi mi sigurno solze tekle. In to ne navadne, ampak krvave. In še ena velika zahvala moji mami, ki je sešila to pregrinjalo za rdečo kapico. Tako da ja, to je moj look. In noben tutorial ne bi bil popoln, če ne bi na koncu malo zapozirala in se občudovala v gledalo, a ne? Beautiful, very beautiful, I'm so beautiful, look at me, oh my god.